Smo že sredi strankarskih predizborov in se hitro približujemo volilnemu dnevu, medtem ko se Izrael in nasprotovanje antisemitizmu uporabljata za politično obračunavanje. Republikanci dosegajo napredek pri ameriških judih, ki so tradicionalno podpirali demokrate. Toda ali bo napovedani modri val letos potopil ta zagon? Pogovarjali se bomo s Samom Marksteinom, nacionalnim političnim direktorjem Republikanske judovske koalicije, v oddaji American View. Sam Markstein iz Republikanske judovske koalicije, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in se nam pridružili. Hitro gremo skozi predizbore in se približujemo volilnemu dnevu, vendar se je v zvezi s politiko, Izraelom, nasprotovanjem antisemitizmu in ameriško judovsko skupnostjo zgodilo že zelo veliko. Nam lahko malo rišete trenutno situacijo? Kje smo trenutno vsem tem? No, hvala, da ste me povabili danes zjutraj, Mike. Torej, če malo postavim stvari v kontekst, predsednik Trump je leta 2024 prejel največji delež nacionalnih judovskih glasov po predsedniku Reaganu. In še posebej, če pogledamo rezultate izvolitev leta 1992. Hvala. Bush je dobil le 11% judovskih glasov. Predsednik Trump pa je dosegel skoraj 40% judovskih glasov. In to tudi v ključnih nihajočih zveznih državah, ki so mu pomagale osvojiti predsedniški položaj, v krajih kot so Nevada, Arizona, Georgia, Michigan in Pennsylvania, kjer so precejšnje judovske skupnosti. Mnogi izmed njih, skoraj večina, so leta 2024 glasovali za predsednika Trumpa. Videli smo pospešek tega odhoda judovske skupnosti od demokratske stranke tukaj v ZDA, še posebej v tistih ključnih nihajočih zveznih državah iz volilnega cikla v ciklus. In pričakujemo, da se bo to nadaljevalo tudi leta 2026, 2028 in kasneje. Poglejmo si nekaj imen, kot je Abdul El Sayed iz Michigana. Drugi zaskrbljujoči liki v obdobju Mamdanija, kot ga bomo zdaj imenovali. Mislim, koliko se RJC osredotoča na te določene kandidate in koliko pozornosti jim lahko resnično nameni, glede na to, da so viri vedno omejeni. Kam je trenutno usmerjena pozornost? No, izpustil si tudi Grahama Platnerja, gospoda z nacistično tetovažo iz Maina. Ampak imaš prav, število teh radikalnih komunistov, kot bi jih jaz imenoval, narašča v zveznih državah. Naj bo to New York, kjer so pred nekaj meseci zmagali na številnih predizborih, New Jersey, čez reko, Pennsylvania s Chrisom Rabbom, Colorado z Miladom Kirošem in ti, tako kot si rekel, Michigan, ki je središče političnega bojišča za nas in za večino v senatu. Chuck Schumer ne more ponovno postati vodja večine v senatu brez ključne nihajoče države Michigan. In demokrati v tej državi, manj kot večina naj podarim, mislim, da je bilo okoli 48%, so izbrali Abdula El Sayeda za svojega kandidata. In da to postavim v perspektivo za vaše gledalce, to je nekdo, ki je rekel, citiram, da ima dolžnost slediti šeriatskemu pravu do dneva, ko umre. Vlado judovske države je označil za tako zlo kot Hamas. Težko je priznal, da ima Izrael pravico obstajati kot judovska država. In kar je zame najbolj zaskrbljujoče od vsega tega, je, da je dejansko izkazal sočutje do terorista, ki je s tovornjakom zapeljal skozi judovsko šolo. Sinagogo, templje Izrael v predmestju Detroita, da bi poskušal ubiti čim več ljudi in šolarjev, kot jih je lahko. In citat, Abdul El Sayeda o tem je bil: prizadeti ljudje prizadenejo druge. Tako je, v resnici tamkajšnji rabin to poimenoval tako, kot je bilo. Žaljivo. Judovska skupnost v predmestju Detroita je v velikem številu glasovala za Hailey Stevens z razliko skoraj 30%, medtem ko je v okrožju Oakland zmagala le za približno 5 ali 6% točk. Tako je tukaj res priložnost za RJC, za kampanjo Rodgersa in za naše zaveznike v Michiganu, da premaknejo več judovskih volivcev ne le na republikansko stran za prihodnje volitve, ampak tudi da zagotovijo zmago za Mikea Rodgersa letos novembra. Kako smo prišli do tega? Mislim, demokrati kažejo s prstom na republikance in pravijo, da so glede Izraela zašli. Republikanci bodo kazali s prstom na demokrate in rekli, da so zašli glede skoraj vsega drugega. Mislim, ali smo tukaj preprosto izgubili sredino? Je ta preprosto izginila? Mislim, da ne. Mislim, da ste večkrat videli republikance v kongresu in v Beli hiši s predsednikom Trumpom, ki je spet najbolj proizraelski predsednik v zgodovini ZDA. Republikanci še naprej trdno stojijo ob judovski državi. To ste videli pred nekaj tedni, ko je zdajšnji poraženec Thomas Massie predlagal zakon za ukinitev pomoči Izraelu. In več kot 100 demokratov v predstavniškem domu je glasovalo za to.
Noben republikanec ni glasoval s Thomasom Masseyjem za ta zakon. In to je nekako stalna tema tukaj, da demokrati še naprej popuščajo in ugajajo tej skrajno levičarski protiizraelski bazi svoje stranke, kar se ne izkazuje niti za politično pametno, niti za dobro javno politiko. Zato mislim, da je to velika napaka zanje. Mislim, da jih bo to stalo pri povprečnih ameriških volivcih sredine v teh ključnih nihajočih zveznih državah, ker ti resnično verjamejo, da je podpora Izraelu v najboljšem nacionalno-varnostnem interesu Amerike. In o tem lahko govoriva še več, če želite. Ampak verjamem, da demokrati delajo veliko napako. Ne glede na to, ali gre za Chucka Schumerja ali Hakima Jeffriesa. Ne glede na to, ali se je vse skupaj začelo pri Mamdaniju v New Yorku, ko so mu popuščali ter ga razvajali, ali pa zdaj z zbiranjem podpore okoli Abdula El Sayeda, mislim, da jih novembra čaka velika streznitev. Mislim, ali je po tvojem mnenju to popolnoma napačno razumevanje volilnega okolja? Mislim, te ideje dobivajo od nekod. Predvideval bi, da jih dobivajo od svojih volivcev. Ali živijo v svetu Twitterja? Kje ti to vidiš? Ja, mislim, da je najprej sindrom obsedenosti s Trumpom stopil v njihove možgane. Mislim, da bodo ne glede na to, kaj predsednik naredi, vedno v opoziciji. Čeprav je naredil veliko dobrih stvari, ki so zelo priljubljene v državi. In to stalno nasprotovanje jih je pustilo v politični divjini. Nimajo bele hiše, nimajo senata in nimajo predstavniškega doma. In zato obstaja razlog. Mislim, da je bilo stalno nasprotovanje vsemu, kar Donald Trump naredi, neumno. In rezultate tega smo videli v zadnjem desetletju. Kar se tiče tega, od kod dobivajo te ideje, ja, mislim, da v mnogih teh krajih, naprimer v krajih kot je Michigan, demokratska stranka je zelo šibka, so nekakšen papirnati tiger in zelo se zanašajo na te svetovalne kroge. Preveč jih vodijo ankete, namesto da bi dejansko pokazali nekaj vodstva. Kar volivci resnično želijo, Mike, v tej državi si ljudje želijo voditelje, ki bodo stali za resnico in za tisto, kar je prav, ter bodo svojim volivcem včasih povedali tudi težke resnice. In včasih to ni vedno tisto, kar želijo slišati. Ampak to je voditeljstvo. Imeti moraš hrbtenico in ljudem pokazati pravo in resnično pot, ne pa vedno popuščati možici ali najglasnejšim glasovam na robu, kar trenutno počnejo demokrati. In republikanci so te lekcije vzeli zelo, zelo resno. Aktivno nasprotujemo skrajnežem na naši strani. In z vidika RJC, poleg Thomasa Masseyja, imamo bogato in dolgo zgodovino soočanja s temi družinskimi razpravami, če jih lepo poimenujemo, v lastnih vrstah. Ne glede na to, ali je šlo za Steva Kinga v Iowi, ali Marjorie Taylor Greene v Georgiji, ali Johna Hostetlerja v Indiani, ali Boba Gooda v Virginiji. In seznam se še nadaljuje. In težko bi našli na demokratski strani skupine, ki naj bi predstavljale, veste, ameriške jude in sodelovale z vodstvom svoje stranke, ki bi imeli enake dosežke, kot jih imamo mi pri RJC, kjer se dejansko lotevamo teh težkih bitk in zmagujemo. In še naprej ostajamo pozorni in dosledni v svojem sporočanju in zagotavljamo, da imajo kandidati, ki podpirajo naša načela in vrednote, potrebno podporo za zmago. In to smo postavili kot našo glavno prednostno nalogo, medtem ko imamo ta nenehen družinski spor. No, potem pa se pogovorimo o tem družinskem sporu. Saj se republikanska družina, tako kot demokratska družina, vsaj kar zadeva kongres, stara. In prihajajo nove generacije. In republikanci posebej, nove generacije, če pogledate ankete, pravijo, da ni več toliko podpore Izraelu, kot je bilo tradicionalno. In to bo nekaj, s čimer se boste vi, RJC in druge proizraelske organizacije morali ukvarjati. Torej, ko pogledamo demokratsko stranko, mislim, zdaj se morda zdi, da je to nekakšna ortodoksija, nekaj običajnega biti proti Izraelu. Ali obstaja strah med RJC, med proizraelskimi republikanci, da se boste prej kot slej soočili s podobno situacijo, kjer bodo ljudje, kot je Thomas Massey, ljudje, kot je Marjorie Taylor Greene, niso več izjeme, ampak postajajo bolj osrednji del stranke. Naj kar takoj ovržem to predstavo. Thomas Massey in Marjorie Taylor Greene nikoli ne bosta v središču republikanske stranke. Sta popolna manijaka in izjemi, ki sta bila prepričljivo poražena in lahko uživata v svojem pokoju, veste, nekje v Mainu. Mislim, da sem nasplošno videl ankete po celotnem spektru glede tega. Vidim, da so mladi podporniki MAGA dejansko bolj odločni glede zunanje politike in nacionalne varnosti, kot mladi volivci, ki niso MAGA. Pravzaprav, mladi volivci MAGA imajo radi Izrael, podpirajo, kar predsednik počne proti Iranu, želijo zagotoviti, da Iran ne dobi jedrskega orožja in da imamo odločno zunanjo politiko. Mislim pa, da obstaja določen tok neoizolacionizma v stranki. In v tem je nekaj resnice. Mislim, da so nasplošno mlajši volivci, ki so odraščali v času globalne vojne proti terorizmu, nasplošno skeptični do zunanjih vpletanj in zavezništev, tudi med našimi prijatelji.
Ampak mislim, da če jim lahko pojasnite, da so ta zavezništva koristna za ameriško nacionalno varnost in prihodnost Amerike, lahko v tej razpravi zelo zlahka zmagate. Za me bo izziv v tem, da se upremo tej strupeni brozgi, ki jim jo znova in znova servirajo na družbenih omrežjih in drugje, kjer jim ponujajo te neumnosti in laži o tem, kaj se v resnici dogaja. Kako že gre tisti izraz, veste? Preden si resnica lahko obleče hlače, so laži že obkrožile svet. To je v bistvu tisto, s čimer se tukaj soočamo. In pri tem moramo postati boljši. O tem ni nobenega dvoma. Ali to potem pomeni, da poskušamo zmagati v razpravi, ali pa da preprosto zapremo vrata, jih zaklenemo in jih ne spustimo noter? Mislim, kje je strategija za naprej? Torej, z mojega vidika, tako kot suverena država brez meja ni suverena država, tudi konzervativno gibanje brez meja ni konzervativno gibanje. In vidite, kakšne so posledice na demokratski strani, ko imate Chucka Schumerja in vodstvo, ki pravijo, ja, komaj čakamo, da imamo ta veliki šotor in vsi so dobrodošli. No, vsi so dobrodošli, Chuck. Kaj pa komunisti? Kaj pa antisemiti? Kaj pa ljudje, kot je Hasan Piker, ki je, veste, glavni podpornik vašega vodilnega kandidata za senat v ključni prelomni državi, kot je Michigan? Za nas, za RGC in za republikansko stranko, meri bomo te težke bitke v tej razpravi in bomo rekli, poslušajte, obstaja meja, ki je ne smete prestopiti. In to vključuje, veste, nestrpnost, antisemitizem in podobno. In tako bomo imeli ta argument. Zmagali bomo v tej razpravi. Še naprej bomo ostali pozorni in se opirali silam, ki želijo razdeliti stranko zaradi svojih osebnih ambicij ali drugih zlonamernih namenov. Zelo sem ponosen, da je republikanska stranka to vprašanje vzela zelo resno. Rad to primerjam s tem, kot da imaš rahlo vneto grlo. Medtem ko imajo demokrati polno razvito vročino 40,5 stopinj, na katero se je njihov imunski sistem zelo počasi odzval. Republikanski imunski sistem se je aktiviral in to zelo močno in odločno, da zagotovi, da stranka ostane. Stranka, ki ni samo prijazna do, ampak dejansko povzdiguje, promovira in ljubi ameriške Jude ter ljudi, ki so v tej državi naklonjeni Izraelu. To pa ponuja naraven prehod. Saj je en specifičen republikanski džut v kongresu trenutno v težavah in se sooča z resnimi obtožbami o družinskem nasilju. Govorim o kongresniku Maxu Millerju, tesnem zavezniku predsednika Trumpa. Očitno, vsaj po poročilih, ga je Bela hiša pozvala, naj ostane v tekmi. Torej, RC, priznam vam zasluge. Opozarjali ste na to znotraj republikanske stranke, ko so se pojavile težave z značajem in vrednotami. Kakšno je stališče RJC glede kongresnika Millerja pred splošnimi volitvami? Ja, zelo na kratko, to je seveda zelo resno in to smo vzeli na znanje. Razumemo tudi, da bo glede tega potekala preiskava etične komisije. In mislim, da je za nas najpomembneje, da ne bomo sodili vnaprej, preden bomo imeli na voljo vsa dejstva. Tako bodo na koncu volivci v Ohaju odločili, ali želijo, da jih gospod Miller še naprej zastopa v predstavniškem domu. Ampak ja, še nimamo vseh dejstev in ne bomo sodili vnaprej. Počakali bomo, kako se bo postopek z vsemi procesnimi jamstvi tukaj odvijal. Ko že govorimo o ponovnem zbiranju vseh skupaj, se bliža letni vrh RJC v Las Vegasu, ki bo konec tega meseca. Točno na prehodu v september po koledarju. To je nekakšno prehodno obdobje, ko ponovno vstopamo v volilno leto, sicer ne predsedniško leto, a kljub temu izjemno pomembno. Kakšen je načrt za vrh? Kakšno sporočilo želite prenesti? Tako bomo ponovno pozdravili republikanske judovske aktiviste, donatorje, ključne ljudi iz skupnosti iz vse države, več kot 1000 jih bo prišlo v Las Vegas. V Venetianu, na dogodku, ki ga radi ljubkovano imenujemo košer zborovanje za vmesne volitve. Letos bomo počastili 250. rojstni dan Amerike. Prav tako pa se bomo spomnili in počastili izjemno zapuščino senatorja Lindseyja Grahama. Vrhu posvečamo njemu v čast in prvič bomo podelili državniško nagrado Lindseyja Grahama, vrednemu prejemniku, ki bo še razglašen. In to nameravamo početi leto za letom. Kolikor let bomo to še delali, upajmo, da zavedno. In to bo izjemen dogodek. Kot ste bili tam že prej, imeli bomo ključne mnenjske voditelje, deležnike, člane kongresa, guvernerje, senatorje, člane vlade in še več, tako da bo to izjemen dogodek in zelo smo navdušeni. Datumi so 30. in 31. avgust v Las Vegasu. Če je kdo še vedno zainteresiran, vstopnica v zadnjem trenutku lahko obišče rjcvegas.com. Ja, I24 News.
bo tam, kot smo vsako leto. Veste, Lindsey Graham je nenadomestljiv kot zagovornik Izraela pri širjenju Abrahamovih sporazumov in pri podpori ameriškim Judom. On je nenadomestljiv, zato ne bom vprašal, kako ga nadomestiti. Ampak ali menite, da obstaja tak praporščak, tisti prenašalec sporočila v senatu, ki bo prevzel vlogo, ki jo za seboj pušča senator Graham? Ja, kot ste rekli, je res nenadomestljiv. Mislim, da nihče nikoli ne bo mogel stopiti v čevlje Lindseyja Grahama, ampak stavim, da se bo njegova sestra zelo trudila, da bi to dosegla. Lindsey Graham je, če se ne motim, leta 2015 izjavil, da je ona boljša od njega. In če bi kdaj obstajal nekdo, ki bi lahko bolje zastopal Ameriko kot on, bi bila to Darlene Graham v Južni Karolini, ki je zdaj imenovana senatorka. Sinoči je zasedla prvo mesto na posebnih republikanskih predizborih v Južni Karolini. Čez 2 tedna, konec avgusta, bo ponovno drugi krog. Zato smo podprli Darlene Graham. Spodbujamo ljudi, naj podprejo Darlene Graham. Očitno je drugačna oseba kot Lindsey Graham, vendar je zaupal bolj kot komurkoli na svetu. Zato smo zelo prepričani, da ga bo lahko na ta način nadomestila. Vendar pa, kot veste, je v senatu še veliko drugih članov, na katere se pri RGC, ameriški judovski skupnosti in ljudje, ki verjamemo v naše vrednote in načela, pogosto zanašamo. Veliko jih prihaja v Las Vegas in veselimo se, da jih bomo slišali. Senatorka Graham, nova senatorka Graham, Darlene Graham, mislim, je med kampanjo, v tem kratkem obdobju kampanje, govorila predvsem o notranjih vprašanjih. Mislim, da še ni izrazila svojega mnenja o zunanji politiki, vsaj jaz ga nisem zaznal. Ali so že potekali kakšni zgodni pogovori z njo o njeni filozofiji? Ali je sploh bilo časa za te pogovore? Naše razumevanje je, da bo ona trdna zagovornica naših stališč, tako kot je bil njen brat, pokojni veliki senator Lindsey Graham. In nimamo razloga, da bi v to dvomili. Ona je bila izjemna. Pravzaprav ne vem, od kod ji moč, da vztraja na tak način. Neverjetna je njena odpornost, njena trdnost, njena odločnost, da stopi na mesto svojega brata zdaj, ko ga ni več. Predsednik ima očitno popolno zaupanje vanjo. Predsednik Trump je bil eden glavnih razlogov, zakaj se je odločila za kandidaturo. On jo je spodbujal, naj kandidira za celoten mandat, tudi ko sama ni bila povsem prepričana, ali si tega res želi, glede na to, veste, izgubo, ki jo je pravkar doživela ona in njena družina. Res neverjetna oseba. In imamo popolno zaupanje v njeno sposobnost, da stopi na mesto senatorja Lindseyja Grahama in nadaljuje delo, za katero se je on tako zavzeto trudil, tako močno prizadeval. In on je pogosto rekel na dogodkih RJC, veste, delajte tako trdo, kot le lahko, ker prihodnost vaše države je od tega odvisna. In mislil je resno. In vem, da senator Darlene Graham čuti enako. Pogosto sem se to spraševal in mislim, da je čas, da vprašam. Veste, obstajajo centristične judovske organizacije na demokratski strani. Obstajajo skupna vprašanja, na katerih je treba delati znotraj ameriškega judovstva. In tako kot demokrati in republikanci v kongresu in drugih zakonodajnih telesih sodelujejo pri skupnih vprašanjih, ali RGC sodeluje tudi v ozadju, če lahko to priznate, z kakršnokoli centristično ali levo usmerjeno judovsko organizacijo pri reševanju skupnih problemov. Ali pa se je razkorak preprosto preveč povečal? Se je vse skupaj preveč zamajalo, da preprosto ne morete več doseči druge strani? Ne, da odgovorim na vaše vprašanje, da, obstaja brez primere raven političnega spretkarjenja, ki poteka med obema stranema. Vendar pa imamo skupne točke in jih imamo morda pogosteje, kot si ljudje mislijo ali želijo priznati. In dal vam bom en primer. Takoj po pokolu 7. oktobra v Izraelu, proti koncu leta 2023. Smo neposredno sodelovali s skupinami, o katerih govorite, da bi pomagali prikazati res grozljive posnetke, ki niso bili objavljeni javnosti iz spoštovanja do družin in žrtev, ampak resnično za res grozljive posnetke napada tistega dne. Veliko tega je bilo posnetega s Hamasovimi GoPro kamerami in na Facebook Live prenosih in bilo je res ogabno gledati te zveri, ki so z veseljem izvajale te grozote. Veste, usmrtitev otrok pred očmi njihovih staršev in starše pred njihovimi otroki in, veste, zažiganje starih staršev in pokoli, ki so se zgodili po vseh kibucih. Pomagali smo prikazati te posnetke članom kongresa, ključnim članom njihovih ekip in sodelavcem na Kapitolu. In tako se pogosteje združujemo, kot si ljudje morda mislijo, da opravimo težko delo, ki je potrebno, da ostanemo močni in enotni pri res pomembnih vprašanjih. Da, bomo se prepirali glede kandidatov.
Med kampanjami bomo glasno nasprotovali drug drugemu. Poskušali bomo osvojiti te sedeže po vsej državi, v ključnih državah, kot je Michigan in drugod. Ko pa gre za druga vprašanja, kjer politika ne bi smela posegati, to globoko spoštujemo in se vključimo, kadar je to primerno. RGC je opazil izhodne ankete in druge kazalce, ki kažejo, da se delež ameriških judov, ki se oddaljujejo od demokratske stranke proti republikanski stranki, v zadnjih nekaj letih povečuje za nekaj odstotnih točk. Očitno, to je, če tako rečem, stalen boj. Ne bo se spremenilo čez noč, pravzaprav se nič ne spremeni tako hitro, vendar je RJC opazil napredek pri tem. Vse ankete, vse raziskave do neke mere kažejo, da bo to leto v znamenju demokratov. Do katere mere nismo prepričani. Nihče pravzaprav ne ve, vendar ankete to vsekakor kažejo. Se bojite, da bo letos ta zagon izgubljen? Sploh me ni strah. Mislim, da v teh zelo pomembnih državah, v teh ključnih tekmah, in vzemimo Michigan, kar se zdi, da je to največja tekma, zagotovo središče političnega bojišča za nas. Haley Stevens in Abdul El-Sayed sta bila udeležena v zelo napetih predizborih. El-Sayed je dobil približno odstotek glasov demokratske stranke, kar pomeni, da ga več kot polovica njegove lastne stranke ni želela. Potem pa pogledate resnične številke, ki ne lažejo, ker vem, da bodo nekateri vaši drugi gosti rekli: poglejte našo izhodno anketo, to smo si izmislili in izgleda res dobro za demokrate. Vsak demokratski svetovalec ali anketar, ki govori o judovski skupnosti in resnično stopi pred kamero ter reče, da ni opazil nobenega premika proti republikancem, preprosto ne govori resnice. Ne povedo resnice. Niso pogledali podatkov na ravni volišč. Dejanski deleži glasov, absolutno število glasov v teh ključnih judovskih skupnostih so tisto, kar resnično šteje, ne pa to, kar nekdo pove po telefonu ali v izhodni anketi. Zato si poglejmo te številke natančneje. V okrožju Oakland, ki je eno največjih okrožij v Michiganu, v predmestju Detroita, tik severno od mesta, so nekatera ključna mesta, vključno s kraji, kot so West Bloomfield, Southfield, Oak Park. Kraji, kot so ti, so se v letu 2024 premaknili za 5 do 10 odstotnih točk v prid predsedniku Trumpu v primerjavi z letom 2020. To smo spremljali, tam smo trkali na vrata, imeli prostovoljce na terenu, plačali smo za prizadevanja, da bi povečali udeležbo volivcev za predsednika Trumpa leta 2024. Kar sem videl na demokratskih predizborih je bilo, da je Haley Stevens v teh območjih zmagala z 2:1. 60 proti 30, 65 proti 35, odvisno od tega, kje si bil. In to je bila ogromna razlika v primerjavi s tem, kar je dejansko zmagovala v celotnem okrožju Oakland, kjer je vodila za približno 5 ali 6 odstotnih točk. Torej je v judovski skupnosti presegla rezultate svojega okrožja za približno 25 točk. To mi pove, da obstaja velika priložnost za RJC in kampanjo Mikea Rogersa, da do novembra premakneta več judovskih volivcev v republikanski tabor. Tako da, ja, zgodovinsko gledano bo tako. Vedno je zahtevno leto za umestne volitve za stranko na oblasti. Ampak mislim, da v judovski skupnosti mnogi ameriški judi morda tega ne bodo tako pogosto povedali javno. Morda tega ne bodo tako pogosto izrazili v anketah. Veliko jih je, ki bodo ostali doma, ker jim ni všeč, kar počne demokratska stranka. Ali pa bo tiha večina med njimi, ki bodo, če bo treba, stisnili zobe, a letos podprli republikanca tudi na ključnih mestih, kot je Michigan. In to se že vidi tudi javno. Mislim, da je bilo veliko poročil o pomembnih judovskih donatorjih, ki zadržujejo sredstva ne samo za kampanjo El-Sayeda, ampak tudi za DNC in odbore. In imel si DNC, Demokratski nacionalni odbor, ki je moral zastaviti svojo lastno centralo tukaj v Washingtonu kot zavarovanje za najem posojila, ker so tako zadolženi in imajo toliko dolga iz kampanje. In zato vidim, da bodo poleg političnega vidika teh stvari imeli težave z viri, kar jezijo demokrate, veliko njihovih glavnih donatorjev in glavnih podpornikov in nekateri izmed njih so iz judovske skupnosti. Zato mislim, da ima to dve plati. Jezijo volivce v teh okrožjih in jih v veliki meri strašijo. Judovski volivci so v mnogih teh krajih prestrašeni, še posebej judovski demokrati, ker imajo občutek, da sploh ne morejo hoditi na politične dogodke. Imeli ste generalno tožilko v Michiganu, Nessel, ki je judovka, ki je rekla, da ni se počutila varno, da bi šla na demokratsko nominacijsko konvencijo v Michiganu. Mislim, to ni Nemčija v 30 letih prejšnjega stoletja. To je Michigan leta 2026. In imate judovske izvoljene uradnike po vsej zvezni državi, ki jih je strah iti na konvencijo lastne stranke. Ko pomisliš na to, to je res neverjetno in to se dogaja na političnem terenu, pa tudi finančno za te politične kampanje. Denar jim zmanjkuje in mislim, da bo to imelo velik vpliv.
Sam Markstein, nacionalni politični direktor za republikansko-judovsko koalicijo. Se vidimo v Vegasu čez nekaj tednov. Hvala, da ste si vzeli čas in se nam pridružili. Hvala, Mike, se vidimo v Vegasu, vedno je veselje. In spet se bomo slišali prihodnji teden v oddaji American View.